Zdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bomo v osnovi nadaljevali to, kar ta teden govorimo. In sicer energije, ki so povezane z ljubeznijo, samozavestjo in tudi z denarjem. No in razmišljam, prav tem mi pade na pamet, zakaj toliko žensk pač jamra, tarna, da je brez denarja, da nekako ne zmore z denarjem, da denar beži od njih. In mi pade na pamet, denar je moškega spola. In dame, vas, ki se ne drži denar, oziroma če denar beži od vas, prosim, preverite z mišičnim testom, če ste jezne na vas moški svet in če imate program, se pravi, prvi program je jezna sem na moški svet, drugi program naprej, ker je denar moškega spola, ga sovražim. Ali sovražim vas moški svet, ali pa vse, kar je moško. Prav neka povezava more biti, ker denar je moškega spola. In če imate zamero do moškega spola in če nasplošno imate tako, vse je slabo, kar je z moškimi, je velika verjetnost, da imate zamero tudi do denarja. Poskusite, mora biti neka povezava, ker to ni normalno, da je toliko žensk ves čas v nekih konstantnih dolgovih. No, zdaj mi pade na pamet ena gospa. Raztreščene razmere doma, po sodiščih se vlačijo, tašča zmaj od ženske, pač tako močno ranjena ženska, da ne zmore imeti v sebi nič ljubezni. Ja, predvsem sovraži moške in sovraži svojega sina. Imajo štano. V glavnem, in ta ženska enkrat meni reče, ta gospa meni enkrat reče, se srečava v trgovini in prav, veš, se nič ne kupujem, v osnovi sem šla pogledat, če imajo kaj pametnega. Ja, v trgovini imajo vedno kaj pametnega. In po drugi strani pa vsakič, ko je k meni prišla po izdelke, nimam. Ves čas je v nekem pomanjkanju. In mogoče ima pa ona, da se je ujela s tem možem, ki ga njegova mama sovraži, mogoče ima pa tudi ona zamero do moškega sveta. Se pravi, vse, kar je moško, je slabo, znebimo se tega, ne rabimo. Preverite, ker na koncu koncev, denar je energija. In če bi gledali mi na denar kot na samostojno osebo, če imamo to osebo radi, komuniciramo z njo, se pogovarjamo z njo. Recimo, poslušala sem enega, nimam pojma, Kiyosaki, eno od teh gurujev japonskih, kar se tiče denarja in obilja, in on pravi, da se pogovarja z denarjem in reče, no, denar, kam ti želiš iti? Ker itak ima obilje denarja, svetovno znan avtor in tako naprej. In on pravi, jaz rečem denarju, kam želiš iti? No, denar, ki si prišel k meni, kaj bova naredila? Je rekel, in vedno dobim odgovore. Včasih dobim tako neverjetne odgovore, ker denar, energija denarja mu odgovarja nazaj. Zdaj pa poglejte, če vi želite, da ta energija denarja sodeluje z vami, je pametno imeti to energijsko posodo, ki jo imamo med kolčnimi kostmi, tam, kjer je korenska čakra, ki je povezana s fizičnim preživetjem, s tem, kako stojimo v svetu, kako se postavimo za sebe. Ne nazadnje, a znamo zaračunati svoje storitve, a jih ne znamo, je dejansko vse povezano programi s korensko čakro. In korenska čakra je pa pač povezana tudi s programi naših prednikov. No in zdaj jaz, če pogledam program mojih prednikov, recimo, zgodovina moje družine. Mislim, da sem enkrat že govorila, ampak v glavnem, približno 100 let nazaj je, se pravi, to je bil od mojega pradedka brat, je celo kmetijo zakockal, zakartal, kaj s tem. V glavnem, šla je, skoraj šla. In takrat so stopili skupaj in je moj pradedek prevzel kmetijo, in so se postavili na nogo in potem moj dedek jo je nekako utrdil in moj oče jo je pomnožil. Se pravi, kmetija
je zdaj tako trdna, velika kmetija. Ni bilo pa, se pravi, ta zapis, ki ga pa en od mojih prednikov nosi, je pa povezan z alkoholom, ženskami, skartanjem in tako naprej. In kot pravijo stari pregovori, pravijo, zgodovina se ponavlja. No, jaz verjamem v to, da se iste duše rojevajo na istem koncu z namenom, da bojo enkrat naredile drugače. In če vidite, da v vaši družini se ponavljajo neke zgodbe, ki grejo iz generacije v generacijo, pomeni, da je čas, da presekate te vzorce, ker te zgodbe se ponavljajo z namenom, da osvojimo vzorce, da naredimo lekcijo in da gremo naprej. Recimo, to je zdaj sicer spolno čakro povezano, ni povezano s korensko, ampak vseeno je isti bazen energije. Moja prijateljica, njena babica je umrla za rakom na rodilih. Njena mami je umrla za rakom na rodilih. In nenazadnje ima tudi ona neke težave. In v bistvu tukaj je vzorec, ki se prenaša po njihovi družini, je povezan postavce kot ženska. Odpustiti moškim in predvsem ne pristajati na manj. No, danes sem govorila z enim gospodom in on prav, glede partnerskega odnosa prav, pa kar sama si. Jaz sem rekla, kar sama sem pač, če ta pravga ne srečam. Sem rekla, to je tako, jaz vem, koga čakam, to je tako, kot da si na postaji, kjer mimo vozijo vlaki. In pač veš, kaj čakaš, kam želiš, da greš, na katero vlak, in pač ne skočiš na prvi vlak, ki pripelje mimo, brez da pogledaš, kam pelje. No, po drugi strani pa, zdaj, če gremo na preživetje, pogosto dame, zakaj imamo, ali pa smo imele nekoč težave s preživetjem, prav zaradi tega, ker nismo opazile vzorce, s kom se poročiš. Tukaj zdaj nekdo nekaj popravlja, tako da če se prva sliši neko razbijanje, nekdo popravlja, ampak želim video posneti do konca. No in zdaj, če mi gledamo, če je partner brez denarja, je skoraj sigurno, da boste to energijo pokasirali in boste tudi vi brez denarja. Se pravi, vi morate vedeti, s kom ste skupaj, ker energije se prelijejo in dobesedno postaneta eno. In če je ta vaš partner brez denarja in je bil vedno brez denarja, tudi vi boste brez denarja. Zato je tako pomembno, če se zdaj spoznavate z nekim partnerjem, je pomembno, da veste, kako je finančno. Naslednja stvar morate vedeti. S kom ste skupaj. Kakšne odnose ima starši. Recimo, če vi nekoga spoznate, ali pa na koncu koncev tudi z vašim partnerjem lahko pogledate, odnos, ki ga ima s svojo mamo, je njegov zapis, ki ga bo imel z vami na splošno in ženskami. In če ima moški odnos z mamo, težavna, je taka, to je njegov odnos, ki ga ima do žensk. In verjemite mi, vi ste lahko najboljša ženska na tem svetu, njegov zapis je, vse ženske so take. Pred vsemi ženskami se moram zaščititi. Vse ženske so butaste, so kure. Malo povprašajte, če ima prepričanje, ženske so kure, tudi ti si ženska, pomeni, da si ena od njih in pričakuje, da boš lepo Ja, prav, mi moramo vedeti, kakšna prepričanja ima naš moški, ker to pomeni, da to dobite v paketu. In seveda ne skočite na prvi vlak, ki mimo pripelje. Ker vse ta prepričanja bodo privedla do tega, da boste s tem živela. No, zdaj pa naslednja stvar. Danes sem brala na Facebooku. Vprašanje v reviji Jana je sicer odgovor, ampak nisem še kupila revije, pa jo bom verjetno. Ampak v glavnem. Vprašanje je, ženska, ki je, njen partner je z leti vedno bolj skopuški. In je skopuški tudi do takih vsakdanjih
izdatkov, kot je sladoled za družino, kot nove superge za otroka, nove hlače za otroka in kupuje rabljene čevlje na Bolhi in kupuje rabljene oblačila na Bolhi samo zato, da prišparajo 5 evrov. Ne? Mi vemo, s kom smo skupaj, že od začetka. Rdeče zastave so, opozorilna znamenja so, ampak mogoče jih ne želimo videti. No in te rdeče zastave, če je človek že v štartu tako, da moram premisliti, ne vem, treba šparati, verjemite mi, na kom bo vaš partner najprej šparal? Na vas, pa na otrokih. Na čem ne bo šparal, to sem prepričana, moški ne šparajo na tem, na kvaliteti avtomobila in na kvaliteti olja, ki ga natanka v avto. In na drugi stvari, na čem še ne bo šparal, ja na feltnah, to se pa ja vidi, kakšne feltne ima. Halo, a ni vseeno, kakšne ima? Dobro, res sem ženska, seveda, zdaj, ko še moški se bo smejal, pa če to res ni pomembna zadeva. Pomembno pa je, kakšno kvaliteto olja daš na solato. A to je pa pomembno. Pomembno je zame, ne, to je moj sistem vrednot. Pomembno je, da si vzamem čas in poližem ti sladoled ob obali in se imam fajn in klepetam z otroki. To je pa pomembno meni. Ni mi pa pomembno, koliko kvaliteten olje je v avtu, čeprav pač meni ga natankajo noter, pa pač plačam, a ne. Ampak, a ne, zanimivo je, da moramo razumeti, da že prej vemo, s kom gremo v odnos. In da če smo bili slepi za rdeče zastave, potem enkrat pridemo do tega, da rečemo, juhej, s kom sem že? In zdaj pa kako rešiti. Prvo stvar se moramo zavedati tega, da vsak partner je ta prav in nas uči lekcije. Se pravi, prva stvar, če ste skupaj z alkoholikom, se morate vprašati, sovražim alkohol? In če je to vaš program, sovražim alkohol, in ste bili lahko v enem od preteklih življenj, vi alkoholik, imate zdaj lekcijo alkoholizma. Druga stvar, če imate v tem življenju opravka s skopuhom, sovražim skopuhe. In zdaj lahko, da ste bili v enem od življenj vi skopuh in zdaj rabite to lekcijo, da jo ozavestite. Druga stvar pa, lahko ste bili brez denarja, berači. Videla sem recimo na svetovanjih nekaj takih zgodb, ko so ljudje prosjačili pred cerkvami in imajo zamero še do cerkve, pa do cerkvenega pohlepa, pa še do česa. V glavnem, ja, zanimive zadeve so. Za vse tiste, ki bi radi izvedeli več o tem, preberite knjigo, Ko imajo duše žur, da boste razumeli, kaj predelujemo, kakšne vzorce, in naslednja knjiga, Ko imajo čakre žur. Pač v teh dveh knjigah sem največ pisala o teh vzorcih, čeprav tukaj v tej knjigi, Ko ima življenje žur, sem pa že pol v drugi polovici pisala tudi o vzorcih, ki jih imamo. Recimo, kogar je pičila kača, se boji zvite vrvi. Človek, ki se opeče in potem se boji opeklin. To je normalno. V glavnem, kaj tukaj pišem? O čem tukaj pišem, sem majčkeno, da grem. Se pravi, ko preskoči iskra v odnosu in takrat se vklopi alarm, beži težave na obzorju. No ja, tudi taki so ljudje vmes, ki se bojijo ljubezni in dejansko prva iskra beži. No, tudi takih jaz ne maram v svojem odnosu, ker prosjačiti za ljubezen, tudi tam sem bila, a ne? Zdaj se mi je odprl tukaj 293. Denar je božja snov, tako kot zrak in voda. In preverite s mišičnim testom. Če imate prepričanje, denar človeka pokvari. Kdor ima denar, je slab človek. Denar je hudičev produkt. Denar in duhovnost se izključujeta. Za denar je treba garati. In recimo še en izrek, ki ga mnogi ste poslušali, denar pa ja ne raste na drevesih, ali pa nekaj spes teče, ne vem, nekaj. V glavnem, vedno sem v kreditih, če imaš denar, izgubiš prijatelje, denar je vir prepirov in tako naprej.
Preverite z mišičnim testom in boste videli, da točno te lekcije, ki jih rabite, jih imate in tudi denar je energija in nam nosi na konec koncev lekcije, ki jih moramo predelati. A gremo še na pozitivna sporočila, karte prehod v novo dobo, da vidim, kaj vam svetle, stare duše sporoča stvarstvo, se pravi v povezavi s korensko čakro, spolno čakro in s tem, kako se postavite tukaj na zemlji za sebe. Zdravljenje. Zdravilni mir vstopa v tvoje celice in v tvojo dušo. Vam preberem še sporočilo. 27 karta po numerologiji je 27 zaključevanje. Sprejemaj zdravljenje. Tvoje telo se zdravi samo. Bolezen ali pa pomanjkanje denarja pomeni samo opozorilo, da si izven ravnovesja. Kaj je potrebno spremeniti? Kateri odnos ti povzroča kronični stres? Bolezen in pomanjkanje je blagoslov in je klic k spremembi. Tvoje zdrave celice so vedno bolj močne, naj se zdravljenje začne zdaj. No ja, počiste najprej motivce, pa bo pa šlo naprej. V redu, uživajte, vse dobro vam želim in dovolite, da se zgodi blagoslov vsega dobrega v vašem življenju.